Jaz si ne bi želela delati z nekom, ki konstantno misli isto kot jaz. Ne bi si želela priti v predavalnico, povedati nekaj in dobiti tišino strani študentov, ker vsi mislijo enako. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Nove univerze z naslovom Začuti novo univerzo. Moje ime je Matej Avbelj in sem profesor za evropsko pravo na Novi univerzi. Tokratni podcast pa ne bo namenjen samo izjemno provokativnemu in zanimivemu vprašanju razmerja med zasebnimi in državnimi univerzami, temveč bo tokratni podcast predvsem namenjen pogovoru z dvema vrhunskima sogovornicama. Boste rekli, da pretiravam, ker vsi moji dosedanji sogovorniki in sogovornice so seveda bile vrhunske in vrhunski. Toda tokratni sogovornici sta vrhunski tudi po svojem akademskem položaju. Namreč, danes sem k nam v goste povabil šefici dveh ustanovnih fakultet Nove univerze, namreč dekanjo Fakultete za državne in evropske študije, izredno profesorico Liljano Brožič, in dekanjo Evropske pravne fakultete, docentko Katarino Vatovec. Obe res lepo dobrodošli. Hvala, ker ste se odzvali na moje povabilo. Hvala za vabilo. Kako ste? Odlično, v tem deževnem dnevu. Krasno. Moje prvo vprašanje, ker vaju je zelo težko na kratko predstaviti. In ker se spodobi, da težka vprašanja in težke naloge dajem vama, da se jaz z njimi ne ubadam, bi vaju povabil, da nekako v 3 stavkih se na kratko predstavita in da obenem v duhu tega naslova podcasta, torej Začuti novo univerzo, tudi povesta, kako vi dve občutite novo univerzo. Mogoče Lili, pa začnem s tabo. A to je kar zanimiv izziv, ne? V 3 stavkih. Tako se reče. Ja, okay. Torej, jaz sem sicer zaposlena na Ministrstvu za obrambo na Novi univerzi, na Fakulteti za državne in evropske študije sem doktorirala na temo... To si naša alumna. Tako, absolutno. Absolutno. Bila sem v mnogih funkcijah v vseh teh letih, torej zdaj že 15 letih in zdaj sem pač v funkciji dekanje. Zdaj ta čut ali pa kako začutiti novo univerzo, jaz bi rekla, da gre za eno tako zelo zanimivo temo, še posebej v teh časih, ko je vprašanje nekega reda v državi, neke varnosti, nekega občutka te varnosti za državljane izrednega pomena, ker namreč tukaj so predvsem razvite vsebine, ki naslavljajo vse te teme. In pa seveda med predavatelji je kar nekaj oseb, ki so sodelovali pri nastajanju te države v zelo pomembnih vlogah s pisanjem ustave in podobne reči. Tako da mislim, da gre za neko državotvorno inštitucijo, ki združuje zelo pronicljive predavatelje, predvsem pa gre za predavatelje, ki imajo res konkretne izkušnje iz nekih, zdaj bom rekla temu državotvornih okoliščin, pa potem seveda iz sodelovanja v mednarodnem okolju in podobne reči, ne. Dobro. Torej, ne gre, če dovoliš, zdaj še ta 4. stavek, ja? Ne gre za neke kabinetne predavatelje, ki ves čas samo znotraj v nekem zaprtem okolju preučujejo neko literaturo in vire, ne, ampak imajo res neke konkretne izkušnje, ki jih lahko delijo študenti. Tako da rekla bi na kratko, da tukaj kar brbota od najrazličnejših idej, mnenj, izkušenj in to bi bilo na kratko v teh 3 stavkih to. Hvala. Katarina, ti deliš to mnenje, občutiš to brbotanje? Občutim klešenje mnenj, odprta stališča, možnost, da vsak pove tisto, kar sam želi, ne glede na to, ali je prav ali ni prav. Jaz vedno rečem, ni odgovor pravilen, nepravilen, ampak je važno, kako ga argumentiraš, kako si v tej svoji prepričljiv v tej svoji argumentaciji. Bi pa mogoče kot protiutež povedala, ker študenti vedo, da sem dekanja, vedo, da sem docentka za področje evropskega prava, bi povedala nekaj, kar morda ni napisano na spletu, kako sebe vidim, pa potem to navezala tudi na Novo univerzo oziroma na Evropsko pravno fakulteto. Jaz se štejem za zelo zavzeto, komunikativno, zelo dobro organizirano osebo. Pri meni velja, in to mislim, da zelo dobro vedo
red in disciplina, pravilo. Sem pa zelo dostopna oziroma odprta, rada komuniciram s študenti, se mi zdi, da je to ena izmed mojih pomembnejših nalog, ki pa jih tudi z veseljem upravljam. In bi rekla, da me morda še nekaj zaznamuje, to je ta moj študij v tujini. Jaz sem bila v tujini samo iz tega študentskega vidika 15 mesecev, 1 leto na magistrskem študiju in 3 mesece na enem posebnem krajšem študiju. Se mi zdi, da ta izkušnja pripomore k temu mojemu razumevanju, kakšna Evropska pravna fakulteta naj bo oziroma mora biti. Zato, ker prinašam to, bi rekla, zelo odprto, vključujočo držo oziroma pristop. Res, da je vsak študent bistvo pravzaprav tega, zakaj smo mi tukaj. Nismo mi tukaj sami po sebi zato, ker smo, ampak zaradi tega, ker služimo, da tako rečem, študentom, ki so pri nas v ospredju. To seveda ne pomeni, da zaradi tega prilagajamo kakovost ali kakršne druge standarde, že iz tega, kakšna sem izhaja, da si želim še večjih, še višjih, tako da to sigurno ni razlog, ampak se mi pa zdi, da moramo biti pa osredotočeni na tiste, ki so naši prvi sogovorniki in biti do njih spoštljivi. In to so pač študentke in študenti. Tako da sem zelo vesela, da sem v tej funkciji in zelo vesela, da z njimi lahko tako rekoč na dnevni ravni komuniciram. Sem pa tudi, mogoče še zadnji stavek, nekako vedno izhajam iz tega prepričanja, da nič ni še odlično oziroma tako dobro, da ne bi lahko bilo še bolje. Ne? In temu poskušam slediti. Tako da sem odprta za vse nove ideje, nadgradnje, izpopolnjevanja. Sigurno imamo tukaj še veliko prostora, Evropska pravna fakulteta in Nova univerza kot taka. To nenehno, bi jaz rekla, iskanje neke kakovosti, standarda, ki naj bo še višji, se mi zdi, da je to v tem visokošolskem izobraževalnem instituciji tudi zelo pomembno. No, zdaj pa v kontekstu tega značajsko zabičanega, zapovedanega reda in discipline, a ne? In to pravi docentka za evropsko pravo, Lili, tebe kot izredno profesorico iz področja varnosti in obrambe, niti ne bom spraševal o tvojem odnosu do reda in discipline, temveč bom nadaljeval s tem, kar moramo danes početi. In kot sem že nakazal v uvodni špici, se bomo pogovarjali o tistem, kar je v Sloveniji zelo kočljivo, ali pa se napihuje kot zelo kočljivo, namreč to temeljno razmerje med zasebnim in državnim. Vemo, da se glede tega bije velika bitka na področju zdravstva, na ostalih področjih, da pa se na tem področju bije tudi že dolgoletna bitka tudi na področju visokošolskega izobraževanja, osnovnošolskega izobraževanja, vrtčevskega izobraževanja. Skratka, zdi se, da je slovenski prostor iz takšnih ali drugačnih razlogov obremenjen s to distinkcijo državno-zasebno. Treba je povedati v luči te iztočnice, da Fakulteta za državne in evropske študije kot ustanovna članica Nove univerze obstaja že 25 let, a ne? 25 let znanja za prihodnost, Evropska pravna fakulteta pa samo 5 let manj, torej tudi že 2 polni desetletji. In zdaj v luči tega, v luči povedanega, me zanima, kako vi dve gledata na to tezo ali pa stališče in argument, da so na nek način zasebne fakultete, zasebne univerze skoraj da ne bodi ga treba v slovenskem prostoru, rekoč, da državne obstoječe univerze ponujajo vse, kar slovenski študent že itak potrebuje, da to znajo ponujati tudi na višjem kakovostnem nivoju, da mogoče še v nekem dopolnilnem delu, tam na nekih specifičnih področjih, ki jih državne univerze ne pokrivajo, je nekaj prostora za zasebno, pri čemer, če se državna odloči, da bo to pokrivala, potem je zasebno spet nepotrebno, da v financiranju sploh ne govorimo, da je državno pač morajo biti financirane, zasebne so lahko financirane zgolj zasebnega žepa. Kako vi dve gledate na to tezo? A je res ključno vprašanje, ali je zdaj fakulteta, kdo je ustanovil? Je ustanovila država ali zasebnik? In po drugi strani, kaj pa je zdaj na Novi univerzi,
konkretno na Fakulteti za državne in evropske študije in na Evropski pravni fakulteti, tisto, kar ima v luči tega prevladujočega razmišljanja strani konkurenčnih institucij, vendarle daje nek dopusten, legitimni prostor pod soncem. Z drugimi besedami, kaj je zdaj tisto, kar FDŠ prinaša v slovenski prostor, visokošolski, da si zasluži svoj obstoj. Seveda zasluži se svoj obstoj itak po ustavi sami. Ne? Smo v svobodi znanosti, avtonomiji univerze, javne in zasebne. Ampak kaj je zdaj na FDŠ-ju tistega, na Fakulteti za državne in evropske študije tistega, kar ona edinstveno ali pa drugače prinaša v slovenski visokošolski prostor? Lili. Ampak zdaj pa res upam, da nimam samo 3 stavke na voljo. Ne, če si boš preveč vzela, bom itak tečen, pa te bom prekinil. Okay, drži. 4,5. Ja, okay. Torej, najprej bi rekla, da se zdi, da je ta dilema zelo prisotna v slovenskem prostoru, čeprav mislim, da ne bi smela biti. Ne? Zdaj, jaz bi tako rekla po mojih izkušnjah, jaz sem pač študirala in na državnih fakultetah in na zasebni fakulteti. Ne? Rekla bi tako. Torej, tisto, kar je ključno, se mi zdi, sploh povezano s programi, da že vse to ponujajo. Noben študijski program ne ponuja vsega, kar potrebujejo danes študentje. Ne? Ker stvari se tako zelo hitro spreminjajo, ta turbulenca je res izredno prisotna na vseh področjih. Praviloma so pa študijski programi nekaj, kar pač traja več let in vezano na zdaj način, po kolikih letih se preverja nekaj in podobne reči. Moram tako tudi reči, recimo učni načrti se posodabljajo praktično vsako leto. Meni osebno, ki se pač ukvarjam s področjem varnosti, se zgodi, da so neke stvari že po 4-5 mesecih povsem nove in bi bilo treba spet učni načrt spremeniti. Ne? Torej, če želiš res se na te stvari odzivati in ponuditi študentom nekaj, kar je zelo aktualno, kar se zdaj dogaja, podati neke komentarje, dobiti neke nove informacije, ne, potem je treba res biti odzivan. Ne. In zdaj ta moj vtis, moje izkušnje po vseh teh 15 letih grejo predvsem v to smer, da smo na novi univerzi, pa še takrat v začetka Fakultete za državne in evropske študije, bili res zelo, zelo odzivni, zelo fleksibilni. In zdaj pa izhajam iz izkušenj študentov oziroma iz tega, pač, kar so povedali v anketah. Ne? Torej, tisto, kar jim je bilo res vedno zelo všeč, je bilo to, da so bile teme aktualne, da so bili tukaj profesori, ki so imeli res neke konkretne izkušnje, ki so jim iz prve roke povedali, kako so se stvari dogajale, odvijale, kaj se dogaja na mednarodnem parketu. In seveda so z njimi lahko te izkušnje izmenjali. Torej, ni šlo za neko klasično ex-katedro predavanje, kjer profesor mogoče 7 ali pa 12 let podaja isto vsebino in pač študenti stoično to poslušajo, ne? Ampak je šlo res za neko, tako kot sem v začetku rekla, brbotanje. Ne? Zdaj, posebnost Fakultete za državne in evropske študije je pa predvsem v tem, da se je zelo veliko študentov, ki so se vpisali na te programe, predvsem govorimo o javni upravi, pa smeri mednarodne in diplomatske študije, je že bilo nekje zaposlenih. Kar pomeni, da so sami, že s tem, ko so se vpisali, prinesli neko dodano vrednost, neke izkušnje, konkretne izkušnje pri delu ali v času, ko smo šli v NATO, ko smo šli v Evropsko unijo in seveda so danes na nekih pomembnih pozicijah. So prinesli te neke izkušnje in jih potem v bistvu izmenjali s profesori. Torej, na nek način se je vedno testirala zakonodaja, potem neki teoretični okviri in seveda potem, kaj se v resnici v praksi dogaja. Ne. In ti ljudje so se pohvalili kar za nekaj zadevami po tistem, ko so končali študij. Ne. Ena prvih je, da so bili, ko so ocenjevali različne parametre, ne, daleč najvišjo oceno so dobili profesori, ki so te ljudi mentorirali. Ne. Potem je bila ta res taka zelo velika odzivnost in potem ta, kako bi rekla, pripravljenost sodelovati. Jaz se spomnim recimo enega komentarja, ko so študentje napisali, da jim je bilo najbolj všeč, ker je v pauzi recimo profesor stopil ven z njimi in so se potem pogovarjali in neke izkušnje izmenjali, vzpostavili nek tak zaupanja vreden odnos in so se potem seveda na te ljudi lahko zanesli. Zaradi tega sem jaz v bistvu vedno bila zadovoljna, da sem bila tudi nekaj časa vodja alumni skupine, ker sem imela možnost, da sem vse te ljudi spoznala in moram reči, da so imeli zelo zanimive službe in so posredno v bistvu na nek način naredili cel evalvacijski krog. Torej, s tem, ko so prišli k nam študirati, so videli, kakšni so programi, so jih ocenili, predlagali, kaj bi bilo lahko drugače, nam hkrati svoje izkušnje predstavili
In moram reči, da imamo kar nekaj zelo, zelo dobrih zaključnih del na fakulteti narejenih. Ne. Zdaj, če recimo omenim tako kot iz moje osebne izkušnje, sem najbolj nekako zadovoljna z eno, ki se ukvarja z iskanjem pogrešanih oseb. Torej, kontaktiral me je študent, ki se je s tem ukvarjal na policiji in sva preko zaključnega dela v bistvu naredila en protokol, ki ga zdaj policija uporablja pri tem, ko pride do tega, da je pač treba iskati neko pogrešano osebo. Ne. Torej, cel postopek je definiran in vsakdo lahko vzame pač to, kar je bilo narejeno v tem okviru in se takoj lahko loti iskanja te pogrešane osebe. Tako da je zadeva bila recimo zelo koristna v teoretičnem smislu, združevala je par različnih vsebin. Koristna je bila seveda za tega študenta, ki je nadgradil svoje znanje tudi v metodološkem smislu in konec koncev ima cela država pač neko korist od tega, ker je zdaj ta postopek iskanja teh pogrešanih oseb na nek način utečen. Ne. Tako da pride res do neke sinergije, ne, za katero pa moram reči, da vsaj moje izkušnje iz prejšnjih študijev tega niso zagotavljale. Ne. Torej, se pravi, meni so predavali pač ljudje, ki so bili odvedno profesori, so imeli sam to izkušnjo biti profesor, niso bili recimo na neki drugi dolžnosti, nalogi ali karkoli podobnega. Ne. In tle moram še posebej omeniti pa to, recimo ravno ta program mednarodne in diplomatske študije, ne, ko so pa tam ljudje, ki se gibljajo v teh krogih, ki so sodelovali pri nastajanju različnih stvari, vejo, kako ta diplomacija poteka tudi takrat, ko ni kamer, in lahko pač študent iz prve roke zve, kako in kaj. Ja, se bomo še vrnili, ampak na tej točki bi rad izpostavil naslednje. Ne? To, kar si pripovedovala o tipu študenta, ki ga pri nas imamo, o njegovem zadovoljstvu, to ni bila kazala stvar nekih subjektivnih občutenj, ampak temelji na rigorozno pripravljenih anketah, na katerih si tudi ti delala in ki jih na FDŠ, kako tudi na Evropski pravni fakulteti, redno izvajamo, zato da razumemo, kdo je pravzaprav naš študent, kdo je naša publika in tudi v prizadevanju, da izdelamo alumne, kot se izpostavlja, ki potem kreirajo ta javni prostor. Se bova še vrnila, Katarina. Kaj pa je Evropska pravna fakulteta? Ali je Evropska pravna fakulteta dokaz tega, da je državno dobro, zasebno slabo? Jaz mislim, da je Evropska pravna fakulteta, vsaj upam, dokaz tega, da je razprava o državnem in zasebnem, ta dihotomija državno-zasebno, državno proti zasebnemu, zasebno proti državnemu, odveč. Jaz se s tem ne ukvarjam, močno upam, da se tudi tisti, ki z mano delajo, ne, da študente tudi ta debata ne obremenjuje. Zakaj? Zaradi tega, ker se mi zdi, da moramo izhajati iz enega univerzalnega prepričanja. To pa je, da znanje ni zasebno ali državno, ampak je univerzalno. Tvoja naloga, moja naloga je, da predam znanje in celotnega akademskega zbora na najbolj učinkovit, dober, kakovosten, odličen pravzaprav, teoretičen in praktičen način študentom. Ne gre za to, kdo je lastnik fakultete, na kateri delam. Se mi zdi, da to tukaj ne igra nobene vloge. Še več, jaz mislim, da sem res prepričana, da je v slovenskem prostoru, čeprav je majhen slovenski prostor, Slovenija je pač manjša država, dovolj prostora za vse. Zasebne fakultete niso zasebna fakulteta, zasebna univerza, da govorim samo v eni in v tem svojem prepričanju, ni tukaj zato, da ogroža druge fakultete, bodi si zasebne, bodi si državne. Mi izvajamo program, ki ga izvajamo, za katerega trdimo, da je dober, da je ustrezen, kakovosten, da pripravi študente na vstop v trg dela v teh razmerah, v katerih smo jim danes priča. In tukaj se lahko navežem na Lili, razmere, ki smo jim danes priča in potem se to odseva v učnih načrtih, v naših razpravah na predavanjih, v našem pogovoru s študenti, so pač odraz vsega tega, kar se danes dogaja okrog in te razmere niso, bi rekla, povsem predvidljive, so zelo sprejemljive, odvisne so, zdaj, če grem bolj na to evropsko raven in širšo mednarodno, od vrste nekih akterjev in dejavnikov. Imamo oborožen spopad oziroma vojno na naši meji, da tako rečem.
Skratka, stvari, ki se jim moramo prilagoditi, jih moramo razumeti, zato da jih znamo rešiti, ali pa zato, da znamo bolj konstruktivno pristopiti k reševanju, pa zato, da bi rekla, študenti razumejo, kaj je treba narediti, da do tega ne pride. Okay, če lahko kaj malega naredimo mi. Vse to je res in se strinjam. Se opravičujem, ker vaju obe sem malo prekinil. Vem, da profesori, še posebej pa profesorice radi, veliko govorimo. Ampak še vedno mi nista odgovorili na vprašanje, ki si ga zastavlja pogosto tudi slovenska javnost. Kaj ni dovolj, da imamo eno fakulteto, ki pokriva pravo? Pravo je vendarle objektivna znanost, pravo je jasno, kaj je, mogoče 2 je čisto zadošča. Zakaj še 3. pravna fakulteta? Ali pa obratno, kaj ni dovolj, da imamo že na recimo Univerza v Ljubljani, ki pokriva upravo? Zakaj se moramo še mi na FDŠ ukvarjati z javno upravo? Kaj ni dovolj, da mednarodne diplomatske študije že poučuje neka druga fakulteta? Zakaj je potrebno to podvajanje? Nekdo bo rekel razmetavanje davkoplačevalskega denarja. Torej, sej izobrazba je ena, pravo je jasno, je eno, uprava je ena, mednarodne diplomatske študije so ene. Kako bi na to stališče odgovorili, na to nasprotovanje? Študent mora imeti izbiro. Ne more na trgu biti samo en izdelek, ki je unikaten pa univerzalen. Zato, ker me to spominja na socializem. Ker takrat smo imeli vsi enake omare pa enake pokrove na piskrih. Ne, študent mora imeti izbiro. Tudi znanje mora biti mnogovrstno z različnih vidikov in prav je, da ima izbiro in si izbere to, kar mu bolj ustreza. Ker če je nekaj zelo unikatno, pa po eni uravnilo, ki to za nikogar ni dobro. Ja, ampak s tem pa razvodenimo znanost, pa znanje, pa stroko. Ker potem prijemo do stališča, zdaj imamo 3 pravne fakultete, na eni načeluje kolegica Vatovčeva in ker imamo 3 pravne fakultete, imamo iz 3 pravnih fakultet 3 vrste pravnikov, ki imajo 3 različna stališča. In na koncu ne vemo, kaj je pravo in prav. Slovenci se radi prepiramo in rabimo veliko pravnikov. Malce vaju provociramo, ampak kako odgovoriti? Pravnikov 6 stališč. Kako odgovoriti na to? Jaz mislim, da je poleg tega, kar je Lili rekla glede izbere, s čimer se absolutno strinjam, je tukaj nekaj, kar nisi samozadosten. Konkurenca je vedno dobra. Ne delaš stvari na enak način, nihče jih. Se mi zdi, da je vse to tisto, kar more tudi priti v nekem izobraževalnem prostoru na plano. Način, kako pristopamo mi do stvari, sem prej rekla, da en lepši del tega, kar počnem, je moja povezava ali pa navezava s študenti. Pogovarjanje s študenti, dostopnost do študentov, to mi je všeč, to je nekaj, kar rada delam. Meni treba nič v to siliti. Se mi zdi, da to je pristop, ki ga ne bom rekla, da jaz nisem bila deležna v svojem dozdajšnjem izobraževanju, ker bi se lagala, je bil pa pristop, ki sem ga predvsem doživela pa spoznala v tujini in mi je ostal v spominu. Skratka, to, da je res ključen tukaj tisti, ki te posluša, ki se s tabo pogovarja, ki je tukaj zaradi tebe, zato ker želi pridobiti znanje, seveda. Poleg vsega tega, kar smo povedali, smo rekli velikokrat, zdaj, če pogledam, predmetniki na pravnih fakultetah so dosti podobni, kar tudi morajo biti, ker ima vsak potem pravnik možnost pristopa k pravniškemu državnemu izpitu. Tukaj ni neke zelo velike svobode, da tako rečem. Je pa svoboden pristop, ki ga imaš znotraj teh predmetov. Način, kako poučuješ, način, kako predajaš znanje in kako mora biti to znanje vedno ne samo teoretično dobro podkovano, ampak tudi praktično izvedeno. In se mi zdi, da tukaj ta možnost, ki jo zaenkrat še imamo na novi univerzi in konkretno na Evropski pravni fakulteti, da imamo med člani akademskega zbora, tako kot si ti povedala za FDŠ, ljudi, ki so v praksi, ki so teorijo dali skozi svojim študijem, delujejo pa tudi v praksi in lahko iz prve roke nudijo informacije, anekdote, primere, situacije, v katerih so, ki jih pač ne more nekdo, ki je mogoče samo iz tega teoretičnega vidika podkovan. Ti sami imaš cel kup imaš nekih raziskovalnih projektov, ki na različen način, bom rekla, izpopolnjujejo to, kar je tvoj akademski delokrog,
v katerem lahko kažeš, kako se ne samo odzivati na situacijo, ki je, ampak to situacijo poskušati sooblikovati, kar je malce drugačno. Ne? To so, se mi zdi, tiste stvari, od katerih študenti lahko črpajo neko pozitivno stvar. Kot rečeno, jaz nisem zagovornica debate ločevanja, da tako rečem, tako kot nisem ločevanja na leve in desne, se mi zdi, da je to banalno. Ja, posplošeno, pravzaprav nepotrebno. Mislim, da je prostor za vse, kot sem rekla, čeprav smo majhni, in mislim, da je konkurenca nujna. A smem, zdaj bom dal besedo Lili, seveda, ampak z enim podvprašanjem, ne moram se tega izogniti, seveda. Obe ste omenjali, lahko bi temu rekli, odsotnost tega hierarhičnega pristopa v razredu, odsotnost avtoritarnega pristopa. Obe prakticirate, in to vama je blizu, na študenta osredotočen pristop. Ampak to pomeni popustljivost do študenta. Ker slišimo tudi argumente, kdor ne more na državno, gre pa na zasebno, ker je tam lažje. A smo zato lažji? Mislim, da je ta argument že zelo, zelo zastarel. Ne vem, od kje se je sploh vzel. Res moram reči, nekoč sem jaz hodila na organizacijo dela v Kranj, pa so tam rekli, da je to Sorbona. Ne vem, od kje se je to vzel. Absolutno ne. Zdaj bi se navezala na Katarino, ki je prej govorila v redu. Nekoč so rekli, najbolj pomembno je eno, in to sta dve stvari, delo, red in disciplina. Torej, mi se tega držimo. Torej, res, to smo slišali, iz značajskih razlogov. Ja. Zelo se trudimo, da bi seveda te študentje dosegali maksimalne rezultate in da bi ta dela bila res v čim višjem kakovostnem nivoju. Ampak malo bi se navezala na to, kar si prvotno mene vprašal, pa smo naredili krog do Katarine. En tak zanimiv primer se mi je zdaj zdel ta uvodnik v pravno prakso, ki ga je napisal dekan državne pravne fakultete, če lahko tako rečem, in se pač razpravlja o tej tezi, kako iti v NATO iz NATO in kakšna ne bi bila ta pravna pot in postopki, in se ves čas v bistvu sklicuje na vaju z rektorjem in dopolnjuje to tezo z nekim dodatkom. In to je zdaj, mogoče lahko temu rečemo, zdaj neka konkurenčnost, ampak v končni fazi se krešejo neka mnenja. In to je tisto, kar je zdaj ta dodana vrednost. Vsi imamo nekaj od tega. Torej, da sta vidva začela neko debato in da je potem se ta dekan v to debato vključil in je pač nekaj dodal in tako naprej bo nekdo še kdo drug temu kaj dodal in od vsega tega bomo državljani imeli nekaj več, ne samo študentje. Torej, razumeli bomo neko temo na drug način, mogoče bomo popravili ustavo ali pa nek drug pravni dokument in bomo dosegli nek napredek na nivoju države. In to se mi zdi, da je tisto pol končno, če gremo od študenta gor po hierarhiji, kot si omenil, pa pridemo na ta deduktivni pristop, kjer gledamo širše na državnem nivoju, kaj je dobro, da razumemo, pa kaj je dobro, da vemo. Katarina, če smem, zdaj omenila si že, da kar se tiče, pa tako bomo rekli, pravni študij je v veliki meri poenoten, zato ker študent na katerokoli javno akreditirano pravno fakulteto v Sloveniji se vpiše, mora poslušati določen nabor predmetov, zato da je lahko enakovredno opremljen za pristop k državnemu pravniškemu izpitu, ki ga potem kvalificira za razne standardizirane službe, še posebej v pravosodju. Pa vendar, znotraj tega je gotovo tudi kaj prostora za drugačnost, za različnost. Ne samo metodološkega, o katerem ste obe že govorili. Predvsem, in to vem, da tudi javnost laično pogosto zanima, pa tudi potencialne kandidate, ki bi se vpisali na Evropsko pravno fakulteto, kaj sploh pomeni, zakaj ima Evropska pravna fakulteta v nazivu Evropska? Kaj je tako evropskega na Evropski pravni fakulteti? In poleg te evropskosti, kaj pa je mogoče še vsebinskega drugače na EUROPF v primerjavi z drugimi študiji v Sloveniji, pravnimi študiji v Sloveniji ali pa tudi če kaj druge? Ja, zdaj, po tvoji dekanski oceni. Zdaj mogoče se vrnem, nek nabor je seveda, zdaj bom rekla, identičen, mogoče se predmeti malce drugače imenujejo, vključuje neke druge vsebine, ampak tista osnova, temelj mora biti tudi zaradi pravniškega državnega izpita in zaradi možnosti, da potem pravzaprav opolnomočimo naše študente, naše diplomante, magistrante in tako naprej, da lahko pristopijo k temu izpitu in delajo v pravosodju na poln način, pravzaprav v polni meri. Zdaj so pa potem seveda razne malenkosti. Zdaj, Evropska pravna fakulteta, poleg tega nabora predmetov, ki so vezani na Evropo, na Evropsko unijo,
in je to razvidno že v naslovu predmeta, nazivu predmeta, bi rekla, da ima cel kup drugih predmetov, ki tega ne izražajo v nazivu, ampak v učnem načrtu vidiš, da predavatelj usmeri svojo pozornost v določeni meri tudi na to dejstvo, da je pač Slovenija del Evropske unije in da je evropski pravni red del našega pravnega reda. To mora bodoči pravnik razumeti, vedeti in znati uporabljati tudi, ne, na ustrezen način. Poleg tega poskušamo, letos smo recimo izvedli neko prenovo magistrskega študijskega programa, kjer smo poskušali izbrati vsebine, za katere se nam zdi, da bi bile zanimive, ustrezne za ta čas, to okolje. Ena taka recimo je trajnostno pravo, kjer ne govorimo, zdaj ko govorimo o trajnostnosti, ne govorimo samo o, ne mislim samo na podnebje, okoljske spremembe, tudi to je eden izmed predmetov, ki bo zajet v tem modulu, ampak govorimo o stvareh, ki se danes dogajajo, pravzaprav smo že prepozni, da danes govorimo o njih, tako hitro se dogajajo, recimo področje umetne inteligence, sama digitalizacija kot taka, pa umetna inteligenca, tehnologija in pravo, regulacija prava oziroma regulacija teh področij, ki so tehnološka, ki so izredno napredna in ki capljamo za njim, da jih poskušamo regulirati, pa so nam že ušla, tako rekoč, ko jih. Ne? Skratka, s takimi stvarmi se soočamo, seveda ne samo mi, vsi drugi, da ne bo nesporazuma. Recimo vprašanje človekovih pravic in gospodarstva, stvar, ki se dogaja že zelo dolgo na nek mehak način, ki zdaj poskuša na nek malce bolj hard law način prideti tudi v razumevanje, v zakonodajo in posledično nujno potrebno tudi v razumevanje študentov pri pripravi na to, da vstopijo kot samostojne, avtonomne osebe, pravniki na pot njihove zaposlitve. Tako da je nekaj stvari, nismo ostali samo na tej ravni, oziroma ne bomo ostali, bomo sigurno šli v nadaljevanju tudi še v kakšne nove prenove študijskih programov. Seveda imamo te nabor obveznih predmetov, ampak to je recimo tisto, poleg tega, ne, da imajo naši študenti, bi rekla, in to je na FDŠ-ju enako, eno veliko možnost, priložnost, da prisostvujejo različnim dogodkom, ki jih organiziramo. Moramo vedeti, da Nova univerza kot taka in Evropska pravna fakulteta kot njena članica ima kup aktivnosti. Mi imamo včasih težave dobiti prostore, toliko aktivnosti se naenkrat dogaja, da jih moramo časovno zelo razdelati, da ne bi imeli težav. Čez 2 tedna se bomo tukaj ukvarjali s stanovanjsko problematiko v neki šoli, enotedenski šoli, ki bo vključevala naše študente in polovico tujcev iz tujih partnerskih ustanov, Nemčije, Turčije, Gruzije, mislim, da pridejo. Dobili bomo čez 3 tedne Erasmus študente, ki pridejo iz, mislim, da Francije, Španije, Češke, pa še 2 držav, sem pozabila katerih. Skratka, en nabor nekih tujih strokovnjakov, tujih študentov, ki se mi zdi zelo lepo pridejo v ta naš kontekst tega, da delujemo v mednarodnem okolju. Smo Slovenski visokošolski zavod, Slovenska univerza, pač zasebna, ampak slovenska, delujemo pa v mednarodnem prostoru. Ne želim povedati, kako ti prisostvuješ v tujih raziskovalnih projektih in v tujih mednarodnih konferencah, pa drugi člani akademskega zbora, ampak to, kar pride tudi k nam, kar je dodana vrednost za naše študente. To je recimo... Če se smem navezati na kar je spostavila Katarina, zdaj specifičnosti FDŠ. Nov program imate, ne? Mednarodni management. Ja. Potem pa še čase, si že omenila, neljube, težke čase, v katerih se z varnostnega vidika nahajamo. Varnostne obrambne študije so bile vselej tudi predmet poučevanja na Fakulteti za državne in evropske študije. Se obeta še kaj podobnega? Ja, zelo si prizadevamo v tej smeri, torej že prej oziroma že zdaj imamo pač možnost izbire tako imenovanega varnostnega modula.
Zdaj, te zadeve so prvič pomembne zato, kar si že sam omenil. Drugo, ogromno se spreminja na nivoju Evropske unije, sploh kar se tiče skupne varnostne in obrambne politike. Cel kup je različnih pobud, različnih dokumentov je nastalo od bele knjige za obrambo do sejfa, rearma in podobne reči. Torej, Evropska unija si zelo, zelo prizadeva, da bi se v tem varnostno-obrambnem smislu okrepila. Zelo si prizadeva okrepiti svojo obrambno industrijo. In z tega vidika seveda se marsikaj dogaja potem tudi v Sloveniji posledično, ne? Recimo, te pobude, ki se pojavljajo, oziroma zdaj so že nekaj časa, recimo Evropski obrambni sklad, NATO pospeševalnik inovacij, pa potem Evropska obrambna agencija marsikaj delajo na to, zato da bi se pač ta evropska obrambna industrija okrepila, ne? In seveda tukaj je priložnost tudi za različne zainteresirane v Sloveniji, in pa seveda širše tudi potem na nivoju Evropske unije. Ne? Zdaj pa nastane tukaj ena težavica. Ne? Namreč razen v Slovenski vojski se praktično nihče v Sloveniji ne ukvarja z razvojem nekih vojaških vsebin. Ne? Zdaj, po eni strani bi se mogoče kdo razburil ob tem, kar razlagam, ne? Ampak torej obstaja neko vojaško znanje, ki ga je lahko deležen nekdo samo ker je pač zaposlen recimo v obrambnem sistemu. Ne? Po strokovni plati, a ne? Tako, po strokovni plati. Zdaj, po neki raziskovalni plati, ne, pa praktično v Sloveniji, razen z področja recimo vojaške sociologije in še nekaterih vsebin, ki jih pokrivajo kolegi na Fakulteti za družbene vede, nimamo vsebin, ki bi jih pa zdaj potrebovali. Ne? In torej te vsebine bi morale biti na voljo civilnim osebam. Torej ljudem, ki bi se lahko na te zadeve vpisali. Ne? Zakaj bi zdaj bilo to potrebno, bi seveda lahko marsikdo vprašal, ne? Iz preprostega razloga, ker vsi te entitete, ki se prijavljajo na te različne razpise, pa pobude, ali bodisi nacionalne ali pa evropske, ne? Moram reči, da so res vrhunski strokovnjaki, ne? Ampak praktično ne poznajo obrambnega sistema, ne poznajo, kako deluje vojska in podobne reči. Ne? Skratka, nekoč v nekih drugih časih smo se v srednji šoli v tem nekaj učili, pa tako, pa sem vsaj približno vedeli, zakaj gre, ne? Zdaj pa je nastal res en velik manko. Ne? Torej, mi si prizadevamo, da bi nekako prišli do teh znanj, ki bi jih lahko ponudili tudi zunanjim, torej pač vsem študentom, ki se hipotetično lahko vpišejo, ampak pomembno je to vedenje tudi za druge, predvsem za odločevalce v tej državi, da te stvari poznajo. Da skozi neke druge oči vidijo, kaj se recimo dogaja v Ukrajini, kaj se dogaja v Gazi in tako naprej, ne samo te soft zadeve, ampak kaj v vojaškem smislu to pomeni. Kaj to pomeni, ko nekdo začne razlagati o nekih raketah, o tankih, takih in podobnih, in seveda potem slehernik ne ve, zakaj pravzaprav gre. Ne? Torej, to so neka znanja, ki bi jih skoraj mogla ta država imeti, glede na to, kakšni so varnostni trendi v prihodnje, ne? Pa zdaj, da ne bo narobe to razumljeno, jaz nisem nek kako bi rekla, fan vojn, orožja ali ne vem česa, ne? Ampak zdaj moram spomniti na to, kar se nam je pač dogajalo, prednje je država nastala. Ne? Nikoli ne veš, od kje se pojavi neka ideja, da bi pač nekdo se nečesa lotil, tako kot se je pač recimo lotil ruski predsednik nekega podviga, ker se je pač lahko lotil, ker je imel neko premoč in podobno. Ne? In zdaj ta izraz, ki je najbolj pogost v angleški terminologiji, je deterrence, ne? Torej moraš ves čas delati na nekem odvračanju. Ves čas se moraš poskrbeti za sebe. In to, da moramo poskrbeti za sebe, nas je v preteklih 10 letih kar nekaj zadev nas napotuje na to, ne? Zdaj, da ne naštevamo od ne vem, korone do požara na Krasu, do migracij, do poplav, predvsem teh zadnjih poplav, ki so bile res drastične. Torej enih takih, kako bi rekla, okoliščin, ki nas lahko ogrožajo, neodvisno od tega, da ne govorimo o neki vojni, je na voljo cel kup. In prav je, da o tem razmišljamo, da o tem ljudi usposabljamo, izobražujemo in da se na nek način pripravimo tudi na take scenarije. Se mi zdi, da je to odgovorno od vseh nas, da pač te okoliščine upoštevamo, da se nam je nekaj takšnega že zgodilo in da moramo razmišljati o tem, kakšna bo naša prihodnost v tem kontekstu. In zaradi tega se seveda mi zelo trudimo. Sklenili smo že kar nekaj sporazumov o sodelovanju z različnimi tujimi fakultetami, inštituti in seveda srčno upamo, da bo tudi neko razumevanje v širši slovenski družbi, da se v zvezi s tem nekaj naredi. Ne? Počasi prihajamo k koncu.
Vselej tako storimo, tako bomo tudi storili tudi sedaj, ker se spodobi in je pravično, primerno, zveličavno, ne vem. Nova univerza, Fakulteta za državne evropske študije, Evropska pravna fakulteta sta v prvi vrsti, kot ste že obedve omenili, za študente. Niste omenili še, bi pa še to rad razčistil z vama za konec. Kaj pomeni zdaj študirati na FDŠ-ju, na EuroPF-ju, ki sta obe tudi akreditirani strani britanske akreditacije, torej British Accreditation Council, in kako ta britanska akreditacija, za katero ste se tudi vedno prizadevali, nekako sovpada s tistim, kar si vi dve želite prenašati na študente. Če smo začeli z Lili, bomo pa zdaj obrnili. Zelo sovpada. To je način, ki je meni znan iz tujine. Jaz sem študirala obakrat v Angliji. Način, ki poskuša dejansko, prej smo rekli, zakaj je treba, da obstajajo različne fakultete, čeprav nudijo podobna področja, da tako rečem, ne, poznavanje. Ta akreditacija tuja nam pravzaprav povzroča, da mi sebe kontroliramo, če lahko tako rečem. Sebe nadzorujemo, sebe poskušamo izboljšati prek neke notranje, čeprav je ta zunanja, evalvacije. V ta kontekst sodijo tako medsebojna ocenjevanja, zunanja ocenjevanja izpitov, dvojna ocenjevanja izpitov, potreba po tem, da je študent v zadostni meri prisoten na predavanjih, oziroma da si predavanja pogleda, da razmišlja o tem, kaj je, če že ni aktivno, da tako rečem, prisoten, pri čemer je seveda želja, da so aktivno prisotni in da sodelujejo v pogovorih, tudi v predavalnici. Vse to, jaz bi rekla, naredi en prostor, pa ne mislim na prostor v nekem fizičnem pomenu. Ne? Fakulteta je neka ustanova, nek zavod, ampak zdaj moramo gledati, da poskuša vzpostaviti tudi neko stanje duha, da tako rečem. Ne? Vzpostaviti neko skupnost, se pravi, naša skupnost je taka, v kateri se lahko klešejo mnenja, ker lahko povemo svoje stališča in imamo različna stališča. To je dobrodošlo. Tako da mislim, da je to ta vidik, ki je zelo pomemben v tem kontekstu. Zdaj me Matej gleda, tudi sama se kdaj ne strinjava, ne? Pa morava potem razčistiti, ampak to se mi zdi, da je en normalen proces. Jaz si ne bi želela delati z nekom, ki konstantno misli isto kot jaz. Ne bi si želela priti v predavalnico, povedati nekaj in dobiti tišino strani študentov, ker vsi mislijo enako. Oziroma noben nič ne misli ob tem, ko jaz kaj povem. Ne? To ni način, ki bi ga podpirala, da tako rečem. Tako da to se mi zdi pomembno, skratka, da jih opolnomočimo, da postanejo del te naše skupnosti in da se potem zavejo, ti si uporablja ta izraz, ki je zelo pomemben, odgovorno, ne, v nekem drugem kontekstu, ampak se zavejo, da postajajo odgovorni posamezniki v tej družbi in ta družba potrebuje odgovorne, glasne, kritične posameznike z argumentiranimi mnenji. To je ključno. Zato, da bomo boljši. Ja. Britanska akreditacija tudi profesorje napravlja bolj odgovorne, čeprav jim to nujno ni najbolj všeč, ker jih ne ocenjujejo samo študenti, ampak tudi profesori, druge profesorje. Torej, Lili, kako pa je bilo s tem in neka zaključna misel tvojega pedagoškega pristopa k študentom? To je izziv. Ne? V bistvu se moraš čisto vsakič znova truditi, da boš naredil svoje delo čim boljše. Ne? Da bodo študenti zadovoljni in seveda imaš ves čas to v mislih, da te bojo poslušali tudi kolegi, ki bojo imeli različna mnenja, ki bojo opazili kaj, kar mogoče sam ne opaziš. Čas smo prepričani, kako smo nekaj naredili dobro, potem nekdo pove, da ni bilo čistko in iščeš neke nove rešitve. Ne? Zaradi tega je v bistvu zanimivo delati. Katarina. Ja, jaz moram zdaj, zdaj mi je padlo na pamet s tem vprašanjem. Lili je bila moja prva ocenjevalka, ne vem, če se spomniš, in je napisala, polovico časa držiš glavo tako, da se te ne vidi. To ni dobro. Ne? Potem način, kako naj bom prezentna, to je bil čas covida, moram povedati. Ne? Takrat je pač predavanja so potekala, kot so potekala, na žalost, brez nekih pristnih vezi v predavalnici, ampak pač to obdobje smo dali skozi, upam, da se ne vrne. No in takrat je to predavanje pogledala Lili in se spomnim njenih pripomb.
ti da zamisliti. Jaz na to nisem pomislila, moram priznati. Tako da je to samo, meni se zdi to super ideja. Jaz jo podpiram in sem zelo vesela za to akreditacijo. Katarina je tako zanimiv prepoduje. Jaz sem bila tudi v komisiji, ki je ona imela nastopno predavanje za habilitacijo in res moram reči, da to, ko ona začne stvari razlagati, čist potegne. Ne? In tam je res ravno to manjkalo, ker se jo pač pol ni videl. Ne? Pač, no, ampak danes, ker prihajamo k koncu, se je vaju zelo dobro videlo. Bile sta obe dve zelo prezentni. Moram reči, da sem užival v pogovoru z vama, s tem vrhunskem pogovoru z dekanjo Evropske pravne fakultete in dekanjo Fakultete za državne in evropske študije. Upam, da ste uživali tudi vsi tisti, ki ste si nas ogledali in pogledali, in da smo na uvodno vprašanje državna ali zasebna univerza odgovorili, da to pravzaprav ni vprašanje. Tisto, kar šteje, je kakovost opravljenega pedagoškega dela, kakovost skrbi institucije za študente in odgovornost študentov, da to, kar jim Slovenija daje, praktično brezplačen študij, ne glede na to, ali študirajo na državni ali zasebni univerzi, da to svojo svobodo in odgovornost res upravičijo in jo tudi izkoristijo. Hvala, to je bilo za danes. Še enkrat hvala obema in lep pozdrav do prihodnjič. Hvala tebi. Hvala, čau.